Jaz vam bom danes predstavila projekt z akronimom HOCARE 2.0, ki je na programu financiranja, teritorijalnem programu financiranja Centralna Evropa, najbolje ocenjen projekt. Za tiste, ki ste implementirali evropske projekte oziroma ste se udejstvovali na teh, veste, da je to en ogromen uspeh, po drugi strani pa tudi ogromen izziv. Običajno so tisti projekti, ki so na evropskem nivoju najbolj inovativni, taki, ki tudi dobijo največ točk. Zakaj smo se lotili pisanja tega projekta oziroma zakaj smo del tega partnerstva? To, kar smo danes že večkrat omenili, vsak tretji oziroma do leta 2060 bo vsak tretji Evropejec starejši od 65 let, kar seveda predstavlja en ogromen družbeni problem oziroma izziv. Po drugi strani se zelo veliko piše, govori, debatira o tej srebrni ekonomiji, vendar je zakonodajno to področje še zelo neurejeno in zelo šibko. In na tretji točki bi rada poudarila to deinstitucionalizacijo, ki je trenutno, bom rekla, zelo trendi, iz treh razlogov. Eno je, da ljudje, se pravi starejši, jim je bližje deinstitucionaliziran pristop, po drugi strani je pa to optimalno in ekonomsko in na vse druge načine za našo družbo. Jaz sem sodelovala tudi na forumu za pametne rešitve, kjer smo govorili o digitalizaciji, o pametni specializaciji, ki bo v naslednjem programskem obdobju, se pravi 2021 do 2027, top prioriteta financiranja strani Evropske komisije. Kaj to pomeni? To pomeni, da bo na voljo več kot 70% sredstev izključno za to področje. To področje nekako horizontalno prekriva vsa družbena področja, med njimi tudi seveda tole naše in sicer oskrba starejših na domu, ki pa je zelo občutljivo, kot smo že prej slišali, zaradi težjega sprejemanja inovacij, težjega sprejemanja novih tehnoloških rešitev in tudi optimizacije procesov. To je malo tehnično, ampak bom vsem povedala, zaradi tega, ker bi vas rada vključila v izvedbo tega projekta. Na kakšen način bomo vključevali končne uporabnike? Zdaj obstaja ta akademski pristop in izraz Triple Helix sistem, kjer so ustvarjali inovacije in nove rešitve akademija, politika in pa podjetja. Tisto, kar je zelo pomembno, da prehajamo v tem projektu v ta Quadruple Helix sistem, kar pomeni, da se vključuje tudi ta segment družbe, kjer je končni uporabnik soustvarjalec. To smo danes že večkrat slišali, da je zelo pomembno. Zelo pomembno je tudi na nivoju vseh pametnih rešitev, ne samo za starejše, da so te zasnovane na način, da se dejansko na terenu tudi uporabljajo. Ker Evropska komisija je tudi že v prejšnjem programskem obdobju zelo veliko financirala tiste rešitve, ki so bile izvedene, uporabljene, tiste aplikacije, orodja in tako naprej in potem ljudje tega ne uporabljajo. Tako da kot končni rezultat tega projekta, izrazoslovje je zelo tako inovativno, je odprta inovacija 2.0, to pa pomeni, da je rešitev, ki jo bomo skozi projekt razvili, dejansko odprta za ne samo končnega uporabnika, ampak tudi za širšo družbo. Pristop bom kar prebrala, se pravi spodbujanje zagotavljanja in uvajanja zelo inovativnih rešitev za socialno in zdravstveno oskrbo na domu, zahvaljujoč soustvarjalnim pristopom, ki vključujejo starejše prejemnike oskrbe in njihove družinske člane. Ta zadnji del je zelo pomemben, pa smo ga danes že omenili. Glede na to, da govorimo o rešitvah, ki so že na splošni družbi dokaj neznane in dokaj inovativne, je zelo pomembno, da se v to soustvarjanje in v sprejemanje novih digitalnih orodij vključujejo tudi družinski člani. Na ta način se bodo med sabo tudi povezovali, malo bolj bojo spremljali stanje njihovih starejših, po drugi strani pa bo tudi za starejše bodo te rešitve bolj spremljive. Zelo na hitro tehnično, kaj želimo s projektom doseči.
Radi bi imeli 7 centrov soustvarjanja, enega na Gorenjskem, zato vam bom jaz kasneje razdelila eno listo, kjer se boste lahko vpisali, da boste del našega centra soustvarjanja, ker projekt se je šele začel v drugi polovici lanskega leta, tako da bomo te rešitve razvijali skupaj, upam. Imamo 11 partnerjev iz 6 držav, znotraj bomo razvili še strategijo in akcijski načrt, 2 orodji, to vam bom kasneje malo več povedala. Imeli bomo usposabljanja in pa dejansko pilotno uporabo orodij. Zdaj, vse te segmente bo pokrival ta center za soustvarjanje, zato je zelo pomembno, če ste zainteresirani, da se vključite, je pa odprtega tipa. To so sodelujoče države in partnerji, glede na to, da je program financiranja centralne Evrope tudi geografsko omejen na te države. Zdaj pa o našem centru soustvarjanja. Se pravi, zelo neformalno omrežje, lahko se vključujete, izključujete, zelo so dobrodošla vaša mnenja, kompetence, znanje iz različnih področij, se pravi, rabimo imeti javne organe, rabimo imeti raziskovalne ustanove, podjetja in seveda starejši ljudi ter njihove družinske člane. Glavna odgovornost tega našega centra, ki ga bomo formirali, je seveda, da določimo ključne prioritete za rešitve na domu z vključevanjem digitalnih vsebin. Vsebine ne bom brala. Kaj bi rada tukaj naglasila pri tej strategiji? Projekt je, tako kot sem na začetku rekla, zelo inovativen. Take strategije, ki se skozi te vrste projekte razvijajo in pripravljajo, so potem neke vrste portfolio za nadaljno evropsko zakonodajo, s časoma tudi za uredbe in direktive. Tako da na nek način na mikro, oziroma niti ne na mikro ravni, ampak na ravni centralne Evrope bomo skupaj ustvarjali smernice za našo bodočo zakonodajo. Tako da še enkrat res vabljeni. Razvili bomo 2 orodji, to še ne vemo kako in kaj in bo zelo velik izziv za nas, zaradi tega, ker bomo mogli ta orodja dejansko tudi uporabljati, se pravi, obvezali smo se, da bo 12 podjetij uporabljalo orodja, pa 6 javnih inštitucij, bodi si na zdravstvenem, bodi si na socialnem področju, oziroma tema 2 skupaj, tako kot ste že omenila. To sem že povedala. Usposabljanje, Partnerji v projektu bomo deležni usposabljanja na tem področju in potem bomo na prvi ravni. Na drugi ravni bomo to znanje prenesli našim inštitucijam in na tretji ravni potem centrom soustvarjanja, kjer bojo pa lahko to zadevo na način neke disperzije po regiji razširili. In na koncu mogoče še par besed o pričakovanih rezultatih. Najbolj pomemben projektni rezultat je, da preidemo na ekosistem odprtih inovacij na tem področju, kjer cela družba sodeluje pri novostih, predvsem pa se vključuje končnega uporabnika. Pomembno je tudi, to, kar smo danes večkrat slišali, da vemo, katere so potrebe končnih uporabnikov in da se ciljno usmerimo v reševanje njihovih izzivov. In pa seveda boljše izvajanje strategij, tako kot na vsakem projektu. To bi bilo z moje strani vse. Hvala lepa. Zdaj vam bom pa razdelila še tole listo, pa bi lepo prosila, da se tisti, ki ste zainteresirani za naš center soustvarjanja, vpišete. Hvala.